Pozdravljam, Barbara. Kako ocenjuješ izid nedeljskih volitev? Naveza CDU-CSU kanclerke Angele Merkel je sicer prepričljivo slavila, a je obenem ostala brez zaželene koalicijske partnerke, se pravi liberalcev. Nedeljske volitve so vsekakor veličastna zmaga za kanclerko Angelo Merkel. Njena unija CDU-CSU je slavila svoj najboljši rezultat v 2 desetletjih, Merklova pa svojega najboljšega nasploh. Če se spomnimo, da je celo njen mogočni predhodnik Helmut Kohl izgubljal glasove na vsakih zaporednih volitvah, je še posebej jasno, kako zelo Nemci cenijo njeno pragmatičnost in stabilnost, ter ji tudi zaupajo, da bo še naprej zagotavljala dober gospodarski položaj, skoraj polno zaposlenost ter nemške interese v evrskem območju in Evropi. Za varčne Nemce to seveda pomeni nobenih skupnih varščin za dolgove drugih. Volivci pa so, kot vemo, podelili košarico liberalni FDP in Angela Merkel je ostala sama. Njena moč je zdaj tudi njena največja šibkost. Zdaj se torej začenjajo naporna koalicijska pogajanja, v katerih bodo očitno srednjo vlogo odigrali doslej opozicijski socialdemokrati. Ti so si med kampanjo glede na izjave njihovega prvega moža Pera Steinbrücka zaprli oboje vrat. Po eni strani je zavrnil tako sodelovanje v še eni veliki koaliciji pod vodstvom Merklove, po drugi strani pa tudi sodelovanje SPD v rdeče-zeleni koaliciji, se pravi z stranko Levica, Die Linke. Katero besedo bo Steinbrück prej požrl, če sploh bo? Per Steinbrück skoraj zagotovo ne bo šel ponovno v veliko koalicijo z Angelo Merkel, morda pa bo šel kdo drug. Poraženega socialdemokratskega kanclerskega kandidata so celo že omenjali kot morebitnega pogajalca za veliko koalicijo, kot je to uslugo svojim leta 2005 naredil odhajajoči kancler Schröder. Težava za Angelo Merkel pa je v tem, da zdaj velja za nekakšno politično snežno kraljico, ki ohromi vsakega, ki se ji približa, in res je zanimivo, koliko političnih trupel je že pustila za seboj med svojim vzponom na vrh, tako v svoji stranki kot pri nasprotnikih. Kanclerka je sicer socialdemokratskega predsednika Sigmarja Gabriela poklicala že včeraj in kot vemo, se pogajanja nadaljujejo. So pa tudi v socialdemokratski stranki že mogočni glasovi proti veliki koaliciji. S tem se je oglasila naprimer Hannelore Kraft iz Severnega Porenja Vestfalije, ki velja za nekakšno socialdemokratsko muti. Morda pa je to le krepitev pogajalskih pozicij, saj drugi, naprimer predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, najprej zahtevajo konec evrskega varčevalnega diktata. Lahko rečemo, da bo Angela Merkel res potrebovala vse svoje že pregovorne pogajalske sposobnosti, da bo lahko pridobila partnerja in hkrati ohranila konzervativna načela vsaj v evrski politiki. Drugje so ji nasprotniki tako in tako že očitali prevzemanje nekaterih levosredinskih programov. Kaj pa možnost črno-zelene koalicije med CDU, CSU in zelenimi? Svoj čas je veljalo, da kanclerka ni povsem nenaklonjena tej možnosti. Angela Merkel ne izključuje sodelovanja z zelenimi, zato pa se je proti njemu že izrekel vplivni bavarski premier Horst Seehofer, ki konzervativni uniji daje njen krščansko-socialni del in ki si je teden dni pred zveznimi volitvami z absolutno zmago doma še utrdil svoj položaj tudi na zvezni ravni. Merklova se bo, samo mimo grede, morala pomiriti tudi s svojim najtesnejšim zaveznikom. Seehofer je namreč obljubljal cestnine na nemških avtocestah za tuje državljane. Pred morebitnim dogovorom z zelenimi pa bi morali zeleni tudi najprej sami poravnati svoje vrste. Z zavzemanjem za višje davke za bogate so odvrnili številne privržence, izbruhnila je tudi afera zaradi nekdanje prevelike strpnosti do zagovornikov spolnih odnosov med otroki in odraslimi in tako naprej. Stranka Levica, ki mnogi očitajo pretesne vezi z nekdanjim vzhodno-nemškim sistemom, se je tokrat prebila na 3. mesto, čeprav je izgubila dobre 3% v primerjavi z letom 2009. Koliko časa jo bo še mogoče ignorirati? Oba pola politike namreč za zdaj nočeta nobenega opravka z njo. Levica za seboj ne vleče le dediščine nekdanjih vzhodno-nemških komunistov, poteka tudi notranji spopad med vzhodno-nemškimi pragmatiki in zahodnimi levimi tradicionalisti, še vedno zbranimi okrog nekdanjega socialdemokratskega finančnega ministra Oskarja Lafontena.
Ti so morda še večja ovira pogovorom z drugimi levimi strankami, a si je težko predstavljati hitro razrešitev tega spora. Vidna političarka Zara Wagenknecht je namreč Lafontaineova intimna prijateljica. Kaj pa neuvrstitev v parlament pomeni za liberalce in njihovo prihodnost? Liberalci so že začeli s temeljitim povolilnim čiščenjem in ker so prvič po šestih desetletjih izpadli iz parlamenta, jim drugega tudi ne preostane. Staro vodstvo se je že poslovilo, reševalno akcijo je prevzel Christian Lindner, ki je stranko postavil na noge že v severnem Porenju, Vestfaliji po podobnem volilnem porazu. Imamo pa seveda še alternativo za Nemčijo, ki bo morda tudi igrala zelo zanimivo vlogo v prihodnosti. AfD sicer ni prispela v nemški parlament, toda dosegli so dobili so zelo veliko glasov in kot domnevajo tudi številnimi protestnimi skrajno desničarskimi glasovi. Prihodnje leto bo vrsta volitev od evropskih do deželnih, na katerih bo AfD lahko dokazovala svojo moč. Nemške volitve so pozorno spremljali povsod po Evropi, predvsem zaradi vodilne vloge Berlina pri reševanju krize evroobmočja. Ali pričakuješ, da se bo v tem pogledu kaj spremenilo? Kaj novega bi lahko prinesla morebitna velika koalicija? Vse bo najbrž odvisno od tega, kakšna bo evrska politika prihodnje vlade, kakršnakoli že bo, vlada, kajti za državo, ki jamči za kakšno tretjino evrskega reševanja, je to vprašanje bistveno, še posebej pa za Nemce, ki so zelo pazijo na svoj denar. In kot je pokazal ves razvoj po drugi svetovni vojni, je Nemčija lahko nase ponosna le, če se lahko ponaša tudi z dobrim gospodarskim razvojem. In čeprav pri tem seveda ni edina, je zaradi zgodovinskih bremen morda še bolj občutljiva. To bo morala upoštevati vsaka vlada, res pa se leve in desne stranke v podrobnostih precej razlikujejo. Za natančnejše napovedi bo treba zato počakati na koalicijska pogajanja ali pa na znamenja, da evrska kriza vendarle dosega tudi nemško gospodarstvo. Doslej se to še ni zgodilo in tudi zdaj okrevanja ne napoveduje le Nemčiji, ampak vsej Evropi. Hvala in lep pozdrav v Berlin. Hvala in pozdrav v Ljubljano.